Pozdravljeni. Ste vedeli, da je joga umiritev razmišljajočega uma, ki ves čas analizira in se vrti? Mogoče se mi je zdelo, ker sem se ravno vrnila z dopusta, da bi to bila ena zelo dobra tema za nas, da spregovorimo o dihanju, o načinu življenja, ki je lahko tudi protiutež vsakodnevnemu stresu in razmišljanju. Moj današnji gost pravi, da je dovolil, da so njegove negativne misli prevzele in da je dopustil, da je šlo vse narobe in navzdol po njegovem življenju. Mislim, da to tudi mi ostali poznamo, a ne? V tej izkušnji pa je moj gost našel prelomnico, saj danes zaposlen kot varnostni menedžer, direktor Štajerske direkcije, ima svoj espe in deluje kot osebni trener borilnih veščin, inštruktor joge, dela 3 službe in pravi, da gre z energetskim dihanjem to zlahka. Po izobrazbi je drugače inženir gradbeništva in pa dolgoletni športnik, ki je tekmoval v borilnih veščinah. To je dejansko moj osnovnošolski sošolc Jernej Babi. Pozdravljen. Čau, zdrav. Jernej, ne moram iti mimo prvega vprašanja, in se mi zdi, da boš tudi ti imel en zanimiv odgovor, glede na to, da si tudi plesalec med drugim, joga inštruktor. Kaj je zate intima ali pa kaj je tvoje eno najbolj intimno izkustvo? Kako bi ti opisal to intimo? Se pravi, kar iz prve noč zdravo, ona kar direkt. Ta je dobra. V glavnem intima, ne. Jaz se bom zdaj poglobil v sebe, ker se mi zdi srečanje sam s sabo, to je tista največja intima, kar ti lahko človeštvo, recimo, da, ne zdaj pač intima z drugami, ampak jaz bi tu mogoče spregovoril rajši o intimi sam s sabo. Se pravi, ko greš v sebe, ko zapreš polkna, ko najdeš tiste svoje misli, ko se jim posvetiš oziroma se jim ne posvetiš, ko občutiš tiste svoje občutke, to se meni zdi, da je prava intima, ko si dovoliš čutiti pravega sebe. Evo, to je intima. In mi si ne dovolimo čutiti samega sebe, ampak ko pa si dovolimo, to je tista intima. In če takrat izhajaš iz sebe, takrat boš misliti uspešen. Se pravi, vse te tvoje prakse, ki jih počneš od plesa do dihanja, bi nekako bile tudi ene tehnike, kako priti do te svoje intime, do svoje globine. Tako, mi pomagajo zapreti tiste polknice, ne, da greš iz tistih misli, ki se vrtijo, se pravi v sebe, najdeš prave občutke in izražaš potem sebe in si avtentičen, ne. In to si potem ti, ne. Kar je danes zelo težko biti to, kar si, ne. Meni je zelo zanimivo, da si po poklicu dejansko tudi varnostni menedžer oziroma varnostnik, ne vem, ima še kakšen drug izraz, no? Ampak hkrati pa deluješ oziroma zelo razvijaš to svojo duhovnost in si pomagaš tudi s tem energetskim dihanjem. In me zanima, kako gresta te dva poklica skupaj. A ni to vsaj delno si nasprotujoče? Kako se to dvoje sklada? Se pravi, je nasprotujoče vsekakor, ampak tudi v življenju je marsikaj nasprotujoče, pa zdaj zaradi tega mi tega ne bomo opustili, ne. Je to poklic, v katerem se jaz vsakodnevno srečujem s konflikti, mogoče s konfliktnimi osebami, ampak ravno na tem je potem, da razviješ ti kontrolo najprej sebe in potem preko tega lahko kontroliraš tudi druge ljudi. Za neko res prebojenje, ne vem kaj, bo mogoče na stara leta to treba sigurno opustiti, ne, ampak trenutno pač treba se znajti v vsakdanjem življenju, vsakdanjem stresu, ne moramo se zdaj mi izolirati pa živeti nekje v neki jami. Možno je, ampak težko, mislim, recimo 90% ljudi to tega ni sposobna, še več, ne. Tako da, se pravi, pač treba je delati, treba je biti neko redno zaposlitev, ampak pač s tem svojim popoldanskim SP-jem, s svojim poslovno potjo pa razvijam potem res tistega sebe, ne. No, ampak se verjetno ne gre tudi sam za poklic, ampak da dejansko tudi kot oseba uspeš te dve stvari nekako integrirati, da si tudi v svoji službi pomagaš z nekimi tehnikami ali pa nekimi vodili, ki jih gojiš tudi v privat življenju. Ja, seveda. Na primer, ne vem, ko predavam tem varnostnikom, recimo, kako pač učinkovito oziroma strokovno uporabljati, na primer, častilo, najprej vedno povem, dajte vdihniti
izdihniti, ne, dajte se sprostiti, predno pristopite, ne. Ko se boste vi sproščeni, bo tudi, ne vem, oseba, zoper katero pristopate, dosti bolj sproščena, pripravljena mogoče sodelovati, ne. Zdaj si omenil, da jih učiš tega, da najprej vdihnejo, izdihnejo. In zakaj je to dihanje tako zelo pomembno? Ker je dihanje tista naša osnova, ne. Osnova, čista prvobit, ne. Se pravi, ko se rodimo, najprej vdihnemo, ne. Ko zaključimo naše življenje, še zadnjič, se pravi, izdihnemo. In vse vmes je dihanje, ne. Tako rekli, brez hrane se da nekaj časa zdržati, brez vode se da nekaj časa zdržati, brez raznih dodatkov se da celo življenje zdržati, ne. Brez dihanja so pa to minute vprašanju in zato sem se vrnil res v tisto osnovo dihanja, ne. In dihanje tudi, se pravi, tehnike dihanje so instantno rešitev nam dajo, ne. Se pravi, takoj delujejo, ne. Vse ostalo pač rabi čas, ne vem, ti jemeš neke dodatke, pa ti pravijo, ja, počakaj mesec, dva, da še kup še to, pa ti ne veš niti, a ti to pomaga. Dihanje pa deluje takoj, instantno in to je to. In kaj so te učinki? Nekaj si že prej omenjal, da se sprostijo ali kaj, pa slišala sem pa tudi, da se da pretvoriti nekako slabo energijo v dobro. Lahko poveš ti več o teh učinkih dihanja? A me slišam zdaj prvo dobro, ker mislim, da mi je slušalka crkala. Ne, slišam te, ja. Dobre. Se pravi, pretvorba, ja. Se pravi, tudi slaba energija, jaz pravim, je energija, ne. Tudi jeza, strah, vsa ta, se pravi, negativna čustva, vse je to energija. In ko se zavemo, da je to energija, se pravi, se jo da pretvoriti, ne. Če ti nimaš energije, nimaš nobenih občutkov, se pravi, si več ali manj že nekje drugje, ne. Dokler pa imaš neke občutke, se pravi, imaš energijo, je možno to energijo s temi dihalnimi tehnikami, pa z razumevanjem, kaj to pomeni, zakaj si ti jezen, z razumevanjem sebe, se pravi s tem, da se odmakneš od teh misli, jih na drug način sprejmeš in jih, se pravi, s temi tehnikami dihanja in raznimi tudi mogoče včasih takimi smešnimi grimasami enostavno pretvoriš v nekaj dobrega, ne. Se pravi, v bistvu tudi izraziš, a ne, si predstavljam, če uporabiš neke grimase in pogledaš jezno, na en način tudi izraziš to energijo, ki je v tebi. Mogoče tudi z dihanjem daš to iz sebe in pretvoriš nekako tako, ne. Tako da pač, ko občutim, jaz poslušam pač svoje telo, sebe in ko občutim te neke negativne občutke, začnem enostavno s tehnikami dihanja in preko tega lahko pretvorim te občutke v nekaj dobrega, ne. To energijo v nekaj smiselnega, ne. Ne v neko energijo, ne. Večino ljudi si pa potem pomaga rajši mogoče s kakimi drugimi dodatki, pomirjevali, antidepresivi, antipsihotiki, alkoholom, pač to, kar je zdaj zelo popularno, ne, ampak to je spet treba iti kupiti, dihanje pa malo mi vse, ne. Samo treba priti k meni na delavnico, pa je to. Čisto. Samo sprostiš se, to je to. In vse imaš. In dejansko je to nekaj, kar je dostopno, ena umiritev v parih sekundah. Včasih nosimo, mi nimamo tablete proti slabosti, nimamo več časa, tablete za pomirjanje nimamo več časa, oziroma eni sploh nima dostopa do tega in hvala Bogu, da nima, ne, čeprav je to zelo dostopno, ne. To pa več čas nosimo, ne, kjerkoli ti si, ti imaš to v sebi, sam ne znamo nažalost uporabljati, lažje je pač tableto vzeti, spiti nekaj, ne vem, karkoli, ne. Jernej, baje si raziskoval neke starodavne skrivnosti in me zanima, kakšne so te skrivnosti, no, mogoče lahko kakšno deliš z nami. A to je doplačilo, ja, razumeš, to je za doplačati. Čim je starodavna skrivnost, to je za doplačati. V glavnem, mislim, skrivnosti. Skrivnosti so toliko skrite, da tudi če vam jih jaz povem, jih mogoče marsikdo ne bo razumel, ker enostavno je treba iti v sebe, malo treba očistiti telo, da sploh znaš poslušati svoje telo in ko znaš poslušati svoje telo, lahko tudi razvijaš določene te sposobnosti, ne. Drugače, to ni tehnika, da bi jaz to pokazal, ampak enostavno moraš znati poslušati svoje telo, da to potem daš od sebe, ne, da dejansko daš energijo, na primer v energetski dar, da enostavno daš nekaj več, ne, nekaj več. To, ko gledamo razne te, ne vem, šavline, ne, ko se avti preko njih peljejo, ne, in kakšne te stojijo na eni nogi cel dan, ne, se pravi,
to je nekaj več, kot samo anatomija pa fiziologija mišic, to je nekaj več. Ne? In to je ta energija, ki nam omogoča, ampak tu pa je treba malo več dela. Pa kar nekaj ponovitev in pa poslušanja predvsem svojega telesa in pa sebe. Ne? In kako se posluša svoje telo? Mogoče bi kakšno konkretno izkušnjo, kako si ti začel poslušati svoje telo ali pa kaj je tisto, da res veš, da si zdaj nekaj slišal svoje telo, no? Oziroma nekje sem celo prebrala, si omenjal neko diagnostiko, da lahko dihanje nam tudi pri tem pomaga in me res zanima, no, tako konkretno, kako, ker jaz kot terapevt učim to iz nekega drugega zornega kota, kot pa ti verjetno in me zanima, no, čist konkretno, kakšna je ena tvoja izkušnja ali pa kako, ker veliko ljudi se mi zdi, da ne znajo začutiti svojega telesa ali pa še, da tudi jaz kdaj včasih spregledam, ker sem v nekem vrtežu enih stvari, spregledam, kaj se z mano dogaja in bi si želela, no, da mi tle odpreš še nov vidik tega, kako biti pozoren nase ali pa kako, na katere stvari biti pozoren, da vemo, da poslušamo sebe. Malo kopje. V glavnem, kako poslušati svoje telo? Telo nam lahko pošilja napačne informacije in večkrat nam jih pošilja napačne, zato ker, ne vem, če se primerjamo z avtom, imamo zamašene te filtre, pa zamašene senzore imamo. Ne, in nam pošilja napačne informacije, ne, javlja neko napako, ko sploh ni oziroma je na nekem drugem mestu. Naprimer? Da smo mi sposobni poslušati svoje telo, moramo najprej ustaviti ta vrtinec misli, ne. Se pravi, misli obstajajo, ampak mi se ne bomo z njimi poistovetili, se ne obremenjujemo z njimi. To je prvi korak. Ne? Šele takrat gremo lahko mi v sebe in začnemo občutiti svoje telo. Druga stvar pa je pa zelo pomembno, v kakšnem stanju je to naše telo. Ne? Pomembna je tu hrana. Ne? Če je hrana nepravilna, če smo mi na kakršnikoli zdravilih, na kakršnikoli kemiji, nam to telo ne bo dajalo pravilnih informacij. Ne? Se pravi, to bo treba dati stran, treba bo enostavno prečistiti malo svoje telo. Ne? To je ta, po jogijsko se to reče šat karma, ne? Tehnike čiščenja. Ne? Se pravi, treba prečistiti svoje telo, treba ga očistiti in notranje in zunanje, to so take zanimive tehnike, mogoče več o tem drugič, ne? Kako se zavzema vodo kroz čmar in tako naprej, to so take specialne tehnike. Marsikomu bi to rekel, kaj je to, ampak se pravi, s tem izčistimo te filtre naše notranje, ne, da nam pravo informacijo, ne. Pa večkrat se je treba po domače povedano sleči, ker tudi vse te naše oblačila, tkanine, vse to nam pokrivajo te senzorje in telo ne oddaja pravilnih informacij, ne. Zato, na primer, po zimi, ko mene zebe, jaz naredim kontra, ne. Časam, da ta prođe. Se pravi, jaz se slečam, odkrijem svoje telo, ne, se pravi, odkrijem senzorjem, da zaznavajo okolico in takrat se pravi, telo reagira in prežge notranji ogenj in ogreje moje telo, ne. Dokler sem pa jaz pokrit, imam pa tudi senzorje pokrite, na ta način, ne. In tako je tudi z ostalimi temi zadevami, ne. Se pravi, da dejansko moramo se že tako naravnati, cel življenjski stil drugačen imeti, drugače jesti, drugače se obnašati, če želimo poslušati svoje telo, pa biti v stiku s sabo. Svoje te senzore, svoja čutila in telo ne bo pošiljalo pravih informacij. Praviš pa, da je v bistvu to dihanje povezano tudi z zdravjem telesa, ne? Da ni v bistvu pa ne samo z zdravjem, ampak da je dihanje tudi z uspehom, nasplošno, z poslovnim uspehom, z življenjskim potencialom, da je z vsem tem povezano dihanje. Normalno, ja. Se pravi, če ti pravilno dihaš, si dosti bolj zmogljiv, možgani so preskrbljeni s kisikom, mišice so preskrbljene s kisikom in ti si sposoben razmišljati, se pravi, uporabiti v pravo smer, ne v razvijanje, na primer, nekega posla, ne. Če tega ni, enostavno ne bo šlo, ne, imaš svoje omejitve, ne. A je to ena od teh starodavnih skrivnosti, kako uporabiti svoj To zdaj uživa na mojih delavnicah, na mojih potopih, to se vse zve. Ok, prav. Sej, čeprav vem, naj bi bil vsaj v neki viziji, če še ne v izgradnji, nek center potenciala. Kakšen bo ta center? To je moja življenjska vizija. Mislim, to je kar tak, kaj bom rekel,
optimističen, kar velik cilj je to, ne, in sam ga ne bom mogel zgraditi. Verjamem pa, da se bo ustanovila skupnost, ko bomo tako daleč in ta skupnost na nekem naravnem okolju bo predstavljala ta center potenciala. Se pravi, jaz ne verjamem, da smo trenutno sposobni vsakodnevnem tem vrvežu, se pravi, ne vem, če pogledamo nekega poslovneža v mestu, se pravi, vsakodnevno je obremenjen s stresom, vsakodnevno je obremenjen z nekaterimi ljudmi, ki jim, se pravi, odvzemajo to energijo, ne, v takem okolju zelo težko je doseči svoj potencial. Na drugi strani pa v skupnosti, ne, kjer si ljudje med sebojno pomagajo, ne, kjer si med sebojno izmenjajo to energijo, ne, to bo naravno okolje, ker to ne more biti neko urbano okolje, se pravi naravno okolje, kjer oči počivajo, kjer je svež zrak, kjer se pije čista izvirska voda, kjer se je zdravo, ne, kjer so vse pač te neke naravne danosti, to je bilo najbolj idilično, ne vem, če opišem, se pravi, v nekem jezercu, v bližini je slap, neka tekoča voda, neka reka, potok, ne, se pravi in gost, in travnik, mogoče še razgled, mogoče pogled spodaj na morje, gor na neke planine in smo zmagali. In v takem okolju, ne, z naravnimi nekimi materiali, s pravilno prehrano, v neki skupnosti, kjer se vsakodnevno izvaja in joga in razne tehnike dihanja, ples, gibanje na vse možne načine, izražanje sebe v takem okolju, se pa potem da doseči svoj potencial, ne, in v tako okolje bi potem jaz tebe povabil bi v tako okolje razne podjetnike, ne, oni bi imeli pač tam retrit tedenski, mesečni, koliko bi pač vsak rabil, in ko bi prišel iz tega retrita nazaj, to bi bil pač drug človek, ne. Razumeš, dosti več konjev, dosti bolj zmogljiv, dosti bolj strpan do okolice. Ja, super, jaz podpiram tole tvojo vizijo, upam, da bo kdaj to postala realnost in ta košček raja bi bilo odlično. Tako da, Jernej, jaz se ti zahvaljujem za tvojo družbo danes. Mislim, da smo vsi izvedeli, da je pomembna naša naravnanost, v bistvu naš odnos, ki ga imamo do sebe, in da obstajajo neke tehnike za umiritev uma, čiščenja, za nek fokus celo, za neko odkrivanje svojega potenciala. Tako da, kdor bi si želel izvedeti več o teh tehnikah oziroma o gibanju in drugih storitvah, ki jih ponuja Jernej, ga lahko iščete po mojem na Facebooku. Ali še kakšen drug kontakt lahko daš, Jernej? Facebook, Instagram, imam tudi stran, ki je še v nastajanju, sam ne moram pač vsega naenkrat narediti. Tako da vi, Facebook, Instagram, me klikneš, WhatsApp, pa se mi izmenimo. Imaš pa vadbe samo na štajerskem koncu ali tudi v Ljubljani? Bom naredil tudi v Ljubljani, v Zagrebu, v Splitu. Aha, tako si ti čez mejo? Da se nam omejeval, ja, da se nam omejeval. Kar šel. Super. Jernej, zelo si bil, kaj ne rečem, iskrena družba in všeč mi je, da si bil pripravljen s tem, kar si nastopiti, deliti to, kar znaš, in jaz ti želim veliko uspeha na tvoji poslovni poti in sploh pri uresničevanju tega tvojega centra. Za vse ostale, ki pa vas zanimajo moje teme oziroma tudi teme mojih naslednjih gostov, se lahko vpišete na moj YouTube kanal, se pravi s klikom na tisti rdeč gumbek in pa zvonček za obvestila. Sledijo še drugi zanimivi gostje in končno sem objavila tudi svojo akademijo, spletno akademijo, kjer lahko najdete zaenkrat tečaj za pare, kasneje pa upam, da bom tudi jaz še kakšne druge, mislim, ne da upam, sigurno bom še druge tečaje dodala. Tako da najdete linke od spodaj pod tem videom in upam, da se vidimo naslednji teden z novim gostom. Adijo!